Pozdravljeni, dragi moji. Klical vas bom, dragi moji, ker ste mi res dragi in moji. Čeprav se nekateri ne boste strinjali s tem, nekateri boste pa veseli, da vas tako oslovim. Dobrodošli v oddaji Om An TV, katera se bo predvajala, oziroma ta televizija se bo predvajala preko YouTube kanala, preko Facebooka, Instagrama in Zoom in podobno. Vse, kar bomo lahko uporabili, da vas čim več obvestimo. Jaz sem Slobodan Stanojević, ukvarjam se z duhovnostjo oziroma duhovnim učenjem ljudi in tudi z izboljševanjem zdravja ljudi na tak energetski način. Namensko ne izgovarjam bioenergetik, ker me moti ta izraz, ki ne pove pravzaprav, kaj počnem. Ciklus oddaj bomo posneli z namenom, da bi vas čim več obvestili, da bi vas naučili, kako da uporabite sebe, da uporabite te svoje čudovite sposobnosti, ki ste jih dobili ob rojstvu od samega stvarstva, ne glede kako ga imenujete. Jaz sem nekoč bil ateist, danes pa zagovornik, največji zagovornik Boga in Sina in Daha Božjega ali Svetega Duha, kakor se v kristjanstvu imenuje. Namreč, zakaj sem omenil oba izraza? Zaradi tega, ker želim zastopati vse ljudi, nikakor pa ne samo pripadnike določene vere. Vsako verovanje iskreno iz srca v Boga je pravzaprav pravilno. Moram vas obvestiti, da duhovni učitelj ni samo zdravilec, ni samo nek propagator meditacije in nekih nenavadnih stvari. Duhovni učitelj je vedež. Torej, jaz sem dobil v vednost ogromno stvari in tudi preroške stvari, ki jih bom predstavil vam seveda tudi v tej oddaji. Prvo od preroških besed sem dobil to, da bo prišlo do hude kataklizme človeštva, ne samo narave, ampak človeštva. Da se tako človeštvo, kot je danes, mora končati. Da tako človeštvo, ki je polno zla, ne more več živeti. Ampak da pri tem bo prišlo do hudih sprememb in nenehnih, intenzivnih pritiskov na psiho in telo človeka, vsakega človeka. Obstajajo ljudje, ki zagovarjajo temo, obstajajo ljudje, ki zagovarjajo luč, no jaz zagovarjam luč. Torej je prišel čas, ki povzroča seveda očiščenje človeštva od slabega, nepotrebnega, da bi doseglo čisto, dobro in absolutno dobro. Tako se bomo učili, kaj je dobro in kaj je slabo, a vi se pač morate odločiti na podlagi nekega svojega prepričanja. Jaz vam bom poskušal v ciklusu teh oddaj približati vse možno in vam bom tudi dal tehnologijo, s katero lahko preverite moje besede. Govoril bom izključno v svojem imenu. Kadar bom pa govoril neko
informacijo, ki ni iz mene išla, bom pa tudi omenil, kdo je avtor teh informacij. Torej, moj namen je, da se čim več naučite o sebi, da čim več se naučite o družini, o prijateljih, o sosedih in seveda o celotnem človeštvu na zemlji. Mi smo to pozabili. Tudi bom predstavil, kaj mislijo tudi vanzemalci ali pa nekateri izvenzemalci z drugih planetov, kljub temu, da mnogi ne verjamejo, da oni obstajajo. Obstajajo. Samo so na tako visokem nivoju, da mi seveda ne moremo razumeti nekaj takega, kot je njihov nivo. Napovedujem, trenutno je čas norih voditeljev. To smo tudi priča vsi zaradi raznih izpadov nekih voditeljev iz raznih držav na svetu. In bom prebral, na monitorju bom prebral v enem dahu, torej, kar sem napisal. Torej, čas čiste laži, ustrahovanje, ignoriranje vseh pravil in zakonov, uničevanje večjega števila ljudi, bolezni, strupi, vibracije uničenja, prisila na drugačno življenje, potresi, neurja, pojava drugega sonca, požari po celi zemlji, lakota, žeja, svetovna vojna, ki je borba dobrega in zla, pojava antisina ali antikrista. In vse to bodo preživeli ljudje z lučjo na čelu. Pa kot sem se hecal, pa to niso rudarji. Dragi moji, vse to vam bom posebej v posebnih oddajah razločno pojasnil, zakaj in kako. Da razblinemo tudi neko nerazumljivost do nas, duhovnih ljudi, kot se reče. V resnici, kadar stopite v kontakt z izvirom, katerega imenujete Bog ali Jahve, ali recimo nekim drugim imenom, dobite pa pravzaprav vse. Dobite popolnoma vse. Torej, da lahko prerokujete, da lahko napovedujete, da lahko tudi odpravljate telesne in psihične težave drugih ljudi. To je neko apostolovsko izročilo, ki ga je začel Sveti Sin Božji, jaz mu rečem Sveti Sin Božji, in ne Jezus Kristus iz posebnega razloga. Pravzaprav, ko sem dobil prvo informacijo, mi je bilo rečeno, da naj ga ne imenujem tako, ker potem bi bil samo kristjan in ne bi zastopal ljudi ostalih vera. Zato govorim Sveti Sin Božji, da se ne sliši samo enostransko. Ljubljeni moji, potrudil se bom, da vam približam vse. Izključno bom govoril iz sebe in v svojem imenu. Neka podobnost je zgolj slučajna. Izključno bom govoril iz svojega kanala informacij in nikakor ne iz drugih. Če bom to storil, bom seveda tudi naznačil in tudi podal nek link ali podobno, da lahko vidite, da je to
informacij iz drugih virov. Sedaj vas pozdravljam, ampak pri tem bi vas napotil na našo stran om-an.si, da pogledate in morda odkrijete nekaj tudi za vas. Namreč imeli bomo odgovore tudi za mnoge probleme, ki vas mučijo, in seveda imamo tudi izdelke, s katerimi se lahko pomagate. Mir z vami, Om An.